Tukaj poteka naslednje delo predpečnika. Isto ima kar zahtevno delo od dela na računalniku, fizičnega dela, spremljanja, sajanja kruha in da pravi čas saja v peč. Vsak kruh imamo svoj program, po katerem se kruh vsaja v peč. Lele, Maša, pa to je neverjetno. Koliko je to enega kruha? Gospod Peter, to so vesoljske ladje. Kaj se tukaj dogaja? Tukaj poteka v tem prostoru ohlajevanje kruha. Imamo določeno časa namenjeno tudi temu, kar je zelo pomembno pri končni fazi, da dobimo izdelek čim boljši. V tej fazi čisto na koncu poteka tudi kontrolno tehtanje izdelkov, dela sarže, ki se jih pretehta in ugotavlja, da peki ne golfamo, po domače rečeno. Poteka tukaj tudi kontrola z metal detektorjem v slučaju bilo kakšnih prisotnosti kovin. Ja, pa če je prsten v kruhu, a ni to nek poseben kruh, kjer prav dajo prsten noter? To detektor tudi zazna? Ja, detektor bi zaznal in verjetno tudi reklamacije ne bi bilo, če bi bil prsten noter. Ta kruh se od tu naprej, ki je ohlajen, preda v ekspedit, kjer ga skomisionirajo in potem šoferji odpeljejo na določeno mesto prodajalne trgovine. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 358 prostih delovnih mest za poklic peka. V enakem obdobju je bilo prijavljeno 105 brezposelnih pekov. Ivo! Kaj je? Prid zdaj jest, no. Golar sem ti skuhala, Ivo. Ne bom jedel. Zakaj pa zdaj ne boš jedel, ljubi? Nisem več lačen. Prej si mi rekel, da se udonga stiropora ne boš najedel, zdaj pa ne boš jedel, no. Ti mene zafrkavaš, a? Nisem lačen več. Poklic pek je izredno zanimiv, dinamičen, atraktiven, inovativen poklic. Pri svojem delu se lahko vsak dan srečujejo z raznimi novostmi, svoje znanje izpopolnjujejo, ga nadgrajujejo, seveda pa je pri tem potrebno imeti določene ročne spretnosti in pa veščine. Na nacionalnem nivoju lahko preizkusijo svoje kakovostne izdelke na različnih dogodkih. Eno izmed takih je organizirano na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer vsako leto poteka ocenjevanje kruha in pekovskih izdelkov. Na evropskem nivoju in svetovnih nivojih pa potekajo številni dogodki, kot so festivali kruha, razne razstave, potem tudi tekmovanja, lahko pa se udeležijo tudi številnih svetovnih evropskih sajemskih aktivnosti. Gospod Peter, povejte, kako ste se vi odločili, da postanete pek? To je že kar dolga zgodba. Začela se je že v rani mladosti, ker sem pri stari mami pa pri mami gledal, kako pečejo kruh v krušni peči. Pa sem po osnovni šoli hotel iti v šolo za peka, vendar zaradi oddaljenosti kraja šole v Mariboru je bilo takrat je bilo predaleč in tako sem najprej pristal v kovinarski branži. Šel sem za kovinarja, ki mi je bila šola bližje. Potem sem pa po 5 letih kovinarske branže videl razpis Pekarne Grosuplje, kateri so nudili zaposlitev in že na prvem razgovoru sem bil sprejet, nekako tudi z možnostjo prekvalifikacij. So stvari v poklicu, s katerimi se da nadgrajevati, tako se ukvarjam tudi s kulturno dediščino,
pletenje src, pletenic. V veliki meri me je navdušila tudi gospa Marjanca Dobnikar, ki mi je prenesla svoje veščine pletenja src, katero zdaj že kar nekaj časa uporabljam tudi kot promocijo v firmi in kot razkazovanje nekaj, da se da se ohranil ta del kulturne dediščine v Sloveniji. Ta srca, ki jih plecete, so res čudovita, tako da ni vprašanje, ali ste radi pek, ampak v bistvu zakaj, kaj je tisto, kar vas pri tem delu veseli, je bolj vprašanje. Veseli me pač delo s to tudi obrtjo nekdanjo slovensko, ki bi jo tudi rad ohranil sam in pustil tudi za sabo, kjer bo imel interes, naj bo moji otroci ali pa bilo kdo, da stvar živi naprej. Vsak dober pek tudi povoha moko, kako diši. Ja, zdaj, če si dober pek, izvoli, boš tudi ti. Kaj pa zdaj to bilo? To je pa Za eden, dobrega peka, za slabega peka? to je pa za peka začetnika. No. A ja, za začetek, jaz sem že ustrašil, da za No, slabega peka. naslednjič bo že vedel, za kva si gre. Zdaj sem sprejet med vas. Tako je. Tako.